Spomnimo, januar. Že v januarju so v rotovški knjižnici opozarjali na prostorske težave, neprimerne delovne razmere in pomanjkanje prostora za knjige. April. Z idejo o selitvi knjižnice v prostore Probanke na trgu Leona Štuklja je soglašalo tudi vodstvo knjižnice. Aprila se je zgodil preobrat o tem, da naj bi stavbo Probanke mariborska občina kupila in ne samo vzela v najem, saj naj bi bil nakup racionalnejša poteza. Izpostavili so dejstvo, da kvadratura in lokacija ustrezata, da pa je predpogoj seveda urejena statika stavbe. Za izvedbo načrtov so na občini predvideli 6,5 milijona evrov iz lastnih sredstev, vir pa naj bi predstavljala prodaja Farmadenta. Junij. Meseca junija naj bi na mestni občini pripravili elaborat, s katerim bi utemeljili upravičenost selitve knjižnice iz sedanjih prostorov na Rotovškem trgu v prostore nekdanje Probanke. Skušali so prepričati še Ministrstvo za kulturo, da bi jim že obljubljenih 2,7 milijona evrov dovolilo potrošiti za selitev v Probanko in ne za obnovo sedanjega objekta na Rotovškem trgu, kot je bilo sprva določeno. Julij. V sredini julija so na mariborski občini odločili, da bodo osrednjo mestno knjižnico preselili v stavbo nekdanje Probanke na trgu Leona Štuklja. Investicijo so ocenili na slabih 8 milijonov evrov. Stavbo naj bi občina še letos kupila za slabih 6 milijonov evrov, še dodatna 2 milijona pa bi namenili za ureditev prostorov v velikosti 7300 kvadratnih metrov. Z bolj ugodno rešitvijo so prepričali tudi vodstvo mariborske knjižnice in Ministrstvo za kulturo. Konec meseca mariborski mestni svetniki na dopisni seji niso potrdili dokumenta identifikacije investicijskega projekta za selitev knjižnic Rotoš in Maribor v stavbo nekdanje Probanke. Svetniki so se večinsko odločili za bojkot seje, svoj glas jih je oddalo le 22. Avgust. Mestni svetniki vseeno potrdijo selitev knjižnice. Ta lahko gre v Probanko. Do projekta so sicer kritični, a ga potrdijo, saj bo osnova za državno sofinanciranje. September. Občina Maribor še vedno pričakuje 2,7 milijona evrov, ki jih je vlada lani obljubila za reševanje prostorske stiske knjižnice. A težava je v tem, da je v vladnem sklepu izrecno zapisano, da je ta denar namenjen za obnovo knjižnice. Projektni biro Balič je sredi meseca samoiniciativno napisal strokovno poročilo in podal mnenje, da objekt Probanke na trgu Leona Štuklja ni primeren za potrebe knjižnice. Balič je podal mnenje, da ni možna ojačitev sovprežno izvedenih delov plošč. Posledice večje obtežitve bi pomenile rekonstrukcijo celotnega podpornega sistema. Temelji so nearmirani, potrebne so strižne ojačitve, prekoračena je nosilnost temeljnih tal in tako naprej. Citiram zaključek. Objekt Probanke na trgu Leona Štuklja 12 v Mariboru ni primeren za potrebe programa knjižnice. Če pustimo tokrat prostorsko stisko rotovške knjižnice na strani, včasih so bili drugi standardi gradnje in se je gradilo po JUS standardih, sedaj so v veljavi nemški DIN standardi. Morda je na mestu tudi vprašanje, ali sploh obstoječa knjižnica izpolnjuje statiko, ki bi jo naj izpolnjevala Probanka oziroma katerakoli stavba, ki bi bila primerna za knjižnično dejavnost. Jaz se v to ne bi spuščal. Tam not obstaja na internetu, lahko vidite knjižnico. Bi rekel, kako je zasedena. To so slike recimo iz knjižnice Rotoš in knjižnice Tabor. To je nekaj primerov iz natečaja. Tu so visoke obtežbe, ampak jaz to ne vem, jaz se nisem to spuščal. Če tako knjižnico pogledam, je koristna obtežba tukaj po moje presegla 800 kg na kvadratni meter. Da bi bila prenova knjižnice, kjer trenutno je, torej na Rotovškem trgu, zahteven projekt, pojasnjuje dejstvo, da tudi ta ni statično popolna. Odgovornost za načrtovanje nosi projektna pisarna. Ta vodi te postopke in prvo poročilo, ki smo ga videli na svetu, ko mi se pravzaprav vsako sejo ukvarjamo s tem problemom, je bilo videti, kot da je vse v redu in prav. Na to je pa naknadno prišel elaborat, ki je pa spodbijal statično ustreznost te stavbe in šele po tistem je bil sklican potem sestanek in je iz projektne pisarne prišlo zdaj drugo mnenje, ki govori o tem, da stavba statično ni primerna.
Stavbo na Rotovškem trgu bi se dalo z velikim gradbenim projektom in finančnim vložkom morda vseeno urediti. Takšen načrt je bil narejen že leta 2008. In prvotno je bil to zelo velikopotezen načrt, ki bi tudi mestno hišo vključeval in bi to bila res reprezentativna investicija in stavba, ki bi mestu dala nek poseben pečat in bi tako bila zaokrožena ta podoba mestnega jedra s pomembnimi inštitucijami, univerzo, škofijo, gledališčem, pošto in še knjižnico, no tam je navsezadnje tudi Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine. Ne, tako da to je bilo smiselno v tak kare mestni postaviti knjižnico, ker bi s tem tudi mestno jedro dobilo bistveno večjo težo in bi postalo res tako intelektualno komunikacijsko središče. Misel na to so zaradi prevelikega stroška kasneje opustili in iskati so začeli druge rešitve. Na mestu je sedaj tudi vprašanje, ali želimo res na trgu Leona Štuklja imeti še več trgovin in pisarn ali smo morda odprti za druge dejavnosti, ki bi ljudi povezovale. Trg je namenjen povezovanju ljudi, prireditvam in druženju. Na drugi strani trga pa imamo trgovski center City, kjer je trgovska dejavnost skoraj izumrla. Lokacijsko gledano je stavba Probanke ena izmed pomembnejših in atraktivnejših stavb v mestu. Moram pa reči, da je dejansko zdaj v primeru Probanke specifična situacija, ker je objekt, ko smo ga prevzeli takrat, oziroma investitor, ko ga je prevzel 2002, je bil v slabem stanju in smo mi pravzaprav morali narediti kar temeljito rekonstrukcijo. Zdaj je delati rekonstrukcijo na rekonstrukcijo, je pa hkrati pa objekt ustreza vsem namenom, za katere je bil narejen. Pisarniško dejavnost, trgovino se mi pa res zdi nesmiselno. Kakšne so torej možne rešitve nastale situacije? Zgodbo bomo spremljali še naprej in iskali potencialne rešitve pri odgovornih in strokovnjakih, ki bi naj bili opora pri političnih odločitvah mestne oblasti, ki trenutno v dobri veri skuša razrešiti nastalo situacijo.